Stoletja stoji v zeleni dolini, svetišče preljube Petrovške gospe. Nemočni so mater za varstvo prosili, pred njo je ponižno klečal celjski knez. Obljuba nebes je v njenem nasmehu, neskončna svetloba iz njega žari. Po njej krepenimo kot sveče na vetru, ko misel zaide med sence noči. Petrovška Marija z nasmehom ozdravlja vse ranjene duše, razpete na križ. Oživlja ljubezen in upanje vrača, pred njenim oltarjem spet najdemo mir. Pozdravljeni, dragi otroci in vsi. Danes je zadnji dan naših šmarnic in je ravno praznik obiskanja Device Marije. In zaradi tega vam bomo nekaj povedali o Petrovški Mariji. In dam besedo našemu patru Vanču. Ja, tudi v mojem imenu vas vse lepo pozdravljam in vesel sem, da smemo danes na njen god, to je god obiskanja Device Marije in god Petrovške Marije, spregovoriti nekaj o njeni pomembnosti in značajnosti, to je o njenem prstanu. Petrovška Marija je najprej nasmejana, je vesela in jo imenujemo tudi Marija z nasmehom, a na desnem prstancu ima poseben prstan, ki je tako imenovani prstan za obljube. Ta prstan je prejela od potomca celjskih grofov barona Milja, ki se je zaobljubil, da ne bo se nikoli poročil. In zato je prinesel ta prstan v znamenje te zaobljube. V tistem času, ko se je to zgodilo, so k nam prodirali Turki in baron je moral iti v boj proti Turkom in tam je bil ranjen. In ko je bil ranjen, ga je tudi spoznala Turkinja Agata po imenu. On se je vanjo zaljubil in ona v njega in ljubezen je vzplamtela. Ko sta se zaljubila drug v drugega, se je baron spomnil, da je v Petrovšah Mariji podaril prstan za obljube, da se ne bo poročil. Zato je sklenil, da se vrne k njej in da to zaobljubo prekine. In seveda Agata se je celo dala krstiti, ker je bila prej muslimanka. On je prišel skupaj z njo pred kip Petrovške Marije in je hotel Mariji vzeti nazaj ta prstan. Marija pa je prst skrčila v znamenje in opomin, da če nekaj obljubimo, moramo tudi držati. Baron je v trenutku omedlel in ko se je prebudil, je sklenil, da bo svojo zaročenko pustil, odšla je v samostan, on pa je ostal samski. Torej, nauk te zgodbe je, in vsi romarji, ki prihajajo v to naše svetišče, o tej zgodbi vejo povedati, da če nekaj obljubimo, moramo tudi izpolniti. V naši župni smo tudi mi dominikanci, to pomeni dominikanke in dominikanci. Pater Vanči je dominikanec in mi sestre smo dominikanke. In kako vidite, smo v beli obleki in tudi imamo rožni venec, ravno zato, ker Marija je naša mati. Sveti Dominik je dobil ta dar molitve, kako sem vam tudi rekla, da razširi rožni venec. In mi, dominikanci in dominikanke, živimo tudi v skupnosti, skupno življenje. In vse, kar imamo, je naše. Delimo življenje skupaj, molimo skupaj, se Bogu zahvaljujemo in tudi skupaj
se odločamo. To je biti dominikanec. Biti dominikanec tudi ali pa dominikanka pomeni, da ti iščeš vedno resnico v vse, kaj delaš. In Bog je na prvem mestu. Kako se reče, če daš Boga na prvem mestu, vse pa se tudi razporedi v pravem mestu. Ne? In zato dominikanci tudi niso ljudje, ki se vidijo tako pogosto v Sloveniji, ampak so razširjeni po svetu, po celem svetu. No, ker dominikanci nismo tako množični v Sloveniji, bom povedal tudi, odkot prihajamo. Mi prihajamo iz Španije, naš ustanovitelj je sveti Dominik de Guzman, ki je živel v Kastiliji koncem 12. stoletja in tam je bila potreba potem, da ustanovi skupnost bratov in sester, ki bodo branili krščansko vero pred napadi krivovircev Katarov. In zato se je on odločil, da bo svoje sobrate poslal na najboljše univerze takratne Evrope, da se bodo dobro podkovali in naučili svetega pisma in teologije, da bodo lahko razpravljali z krivovirci, ki so bili prav tako dobro podkovani in so zelo resno jemali sveto pismo. In hkrati pa je tudi želel, da bi sestre za te brate, ki bodo šli v misijone in oznanjali Kristusov nauk in branili resnico evangelija, za te brate molile. In tako je ustanovil najprej red bratov, pridigarjev ali red dominikancev in potem tudi sestre dominikanke, prav tako v tem istem obdobju v tej Kastiliji oziroma v Španiji. Geslo našega reda je laudare, benedicere, predicare. To pomeni v slovenščini slaviti, blagoslavljati in pridigati. Tudi naša cerkev je romarska pot Celjske škofije. A ste kdaj slišali, kaj pomeni romanje? Romamo z nekim namenom. To pomeni, da se Bogu zahvaljujemo, da se mu izročamo tudi neke potrebe in tako daleč. In tudi veliko ljudi hodi sem iz cele Slovenije in tudi po svetu pridejo sem in prosijo za en namen ali pa za eno prošnjo. In zdaj pa tudi, če bi šli okrog oltarja, bomo videli slike ljudi, ki so že prišli, so dobili neki blagoslov in so tudi bili zadovoljni in so se Mariji tudi zahvalili za čudež. Ne? In zato pa tudi mi lahko tudi vedno hodite, pridite, prosite Marija, molite in Marija ima odprte roke za vsakega od nas. In ste vabljeni. No in tudi bi dodal tole, da je ta cerkev ima poseben status, to je bazilika. Se pravi, papež Janez Pavel II. Je leta 1984 dodelil ta naslov zaradi zaslug, ki ima to svetišče za kulturo, duhovnost in vero v tem našem kraju in v tej celjski regiji. In zato, ko Romarji prihajajo sem, vedo, da prihajajo eno izmed 7 malih bazilik v Sloveniji. In tukaj je še ena posebnost, tukaj je pokopana v tej grobnici, tu pod oltarjem, prva slovenska pesnica Fanny Hausmann in pa baron Miljo, ki je bil zelo navezan na Petrovško Marijo in velik dobrotnik skupaj z Fanny Hausmann, tudi on tukaj počiva v tej grobnici. In zato pridite. Zato vabljeni, Petrovška Marija vas z nasmehom pričakuje. Stoletja stoji v zeleni dolini, svetišče preljube Petrovške gospe. Nemočni so mater za varstvo prosili, pred njo je ponižno klečal celjski knez. Obljuba nebes je v njenem nasmehu,
neskončna svetloba iz njega žari, po njej krepenimo kot sveče na vetru, ko misel zaide med sence noči. Petrovška Marija z nasmehom ozdravlja vse ranjene duše, razpete na križ, oživlja ljubezen in upanje vrača. Pred njenim oltarjem spet najdemo mir. Nekoč je baron svoj prstan zvestobe z obljubo podaril Petrovški gospe, potem so prinesle sirote iz vojne, kraljici miru svoj spomin na gore. Sprejela je vse in vse je predala Očetu v nebesi, kjer prosi za nas, ko noga omakne na steni prepada in ko se v praznini izgublja korak. Petrovška Marija z nasmehom ozdravlja vse ranjene duše, razpete na križ, oživlja ljubezen in upanje vrača. Pred njenim oltarjem spet najdemo mir. Nekoč bo ta čas postaja spomina in mi bomo mirno odromali tja, kjer naša duhovnika Manes in Miran z Marijo pripravljata prostor za nas. Častila sta jo v zeleni dolini, neskončnem kraljestvu sta našla svoj dom. Kot viteza zvesta predana devici, bo kdaj nas srečamo z njima pred njo. Petrovška Marija z nasmehom ozdravlja vse ranjene duše, razpete na križ, oživlja ljubezen